V rokah imam najnovejši model Canonovega digitalnega fotoaparata S5IS z optičnim stabilizatorjem slike. Od prejšnjega modela S3IS se novinec na prvi pogled ne razlikuje prav veliko, a videz vara. No, če začnemo najprej na njegovi zadnji strani, nam bo takoj padel v oči vrtljivi 2,5-palični LCD zaslon, ki je pri tem modelu ne samo večji od predhodnika, temveč tudi svetlejši, to se predvsem pozna na soncu. Nekoliko so prerazporejene tudi nekatere tipke, recimo tale za tiskanjem bližnjico je sedaj na levi strani, kar je bilo vsaj meni v začetku nekoliko moteče, vendar se na njo s časom navadimo. No pa aparat še vklopimo. Tudi zagonski čas je kratek in aparat je pripravljen na fotografiranje takoj. S pritiskom na tipko menu so nam na voljo standardne nastavitve, kot so jih imeli že predhodniki, s tem, da je tukaj dodanih nekaj novih. Sam sistem menijev je tudi nekoliko izboljšan, recimo s pritiskom na tipko ASO dobimo meni za nastavitev občutljivosti, po katerem se lahko pomikamo kar s smirnimi tipkami. S pritiskom na funkcijski gumb so nam na voljo hitri dostopi do nastavitev. Tu najdemo ravnovesje bele barve, odtenek barv, funkcijo BKT, jakost bliskavice, način mirjenja svetlobe in na koncu nastavitev kakovosti posnetkov ali fotografij in ločljivost le-teh. No, preselimo se k zgornjemu vrtljivemu funkcijskemu gumbu, kjer najdemo še vse standardne avtomatske načine fotografiranja, avtomatski način, portret, pokrajina, šport, snemanje videa in tako naprej. Takoj pod njimi so uporabniške nastavitve fotografiranja, pomiri, ročno, prioriteta zaslonke ali časa in programski način. Tukaj velja omeniti še posebno funkcijo za izdelavo panoramskih posnetkov, v njej lahko izberemo postavitev panorame, vodoravno, navpično ali kvadrat in seveda ostale parametre. No, zaslon se lahko tudi takole zavrti in se ga lepo pospravi na ohišje, tako da ni več tako izpostavljen. Preselimo se še na desno stran, kjer najdemo pod spodnjim gumipokrovom priklop za USB kabel ter AV izhod, pod zgornjim pa priključek za napajanje fotoaparata preko adapterja. No, poglejmo aparat še v obraz. Na levi strani objektiva sta dva gumba za makro način ter za ročno izostritev objekta. Rahlo sta spremenjena oba mikrofona, zeleni žarek za pomoč pri izostritvi ostaja enak, kar je super in prije zelo prav. Seveda ne smemo pozabiti na bliskavico, ki je dovolj močna in odlično služi svojemu namenu, na voljo pa imamo še dodaten nastavek Hot Shoe za bliskavice Speedlight. Z njim lahko še dodatno povečamo doseg bliska in namestimo zunanjo bliskavico. Na dnu najdemo pri tem modelu kovinski nastavek za stojalo ter pokrovček baterij in spominske kartice. Ta pokrovček pa zna marsikomu pri zapiranju povzročati nekaj težav. No, to bi bilo to, kar se tiče zunanjosti modela Canon S5IS.